dragi gostje, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni na odprtju razstave Prijateljstvo Arpada Šalamona. Arpad Šalamon. Danes rad pove, da je Konjičan, jaz pa vam vsem skupaj povem, da je pred kratkim praznoval svoj 85. rojstni dan in da je kljub častitljivim letom še vedno zelo aktiven likovni pedagog, slikar, grafik, mentor, celo predavatelj in da je član konjiških in šaleških likovnikov, Lions kluba Slovenske Konjice in mnogih drugih društev in dobrodelnih organizacij. Arpad pa ni samo njihov član, je tudi aktivno vključen v tok življenja našega mesta na področju kulturnega, humanitarnega in družabnega življenja. O Arpadu vemo veliko, mnogo tega smo zapisali na vabilu na današnjo razstavo. Spoznavali in spoznali smo ga na številnih razstavah, tudi v Domu kulture v Slovenskih Konjicah, nazadnje pred 5 leti, ko se je predstavil s pregledno razstavo Pomurski mozaiki. Danes pa je na ogled postavil čisto nekaj drugega, čisto nekaj drugačnega. Gre za prav posebno razstavo, ki je oplemenitena z 2 osebnima zgodbama. Obe pa je zaznamovalo prijateljstvo. Zato tudi takšen naslov razstave. Dela za razstavo je izbrala in postavila njegova soproga Hida Vidmar Šalamon, razstavljena pa so invalidom in otrokom prijazno. Ljudsko teče mi vodica smo z glasbenim uvodom odličnih klarinetistov iz Glasbene šole Slovenske Konjice pod vodstvom profesorja Janeza Zavca napovedali prvo Arpadovo zgodbo današnje razstave. Arpad je leta 1950 iz Subotice prišel poučevati v Prekmurje, v vas Hodoš, seveda v madžarskem jeziku, slovenščine namreč takrat še sploh ni znal. Takrat je prvič prišel v Slovenijo. Po diplomi na Pedagoški akademiji je bil eden prvih učiteljev moderne likovne vzgoje in leta 1957 je sploh prvič javno razstavljal v Sloveniji in sicer v Domu kulture Murska Sobota. Razstavljal je skupaj s svojim znancem, kasneje dobrim prijateljem, danes žal že pokojnim Jožetom Horvatom Jakijem. In po skoraj 60 letih, danes v Veliki galeriji Doma kulture, na ogled na Arpadovo željo ponovno postavljamo dela obeh. Menim, da gre za izjemno lepo gesto prijateljstva, ki tudi po 60 letih ni izvenelo. Še prav. Druga zgodba o prijateljstvu pa je povezana z njegovo drugo, pokojno soprogo Sofijo, ki je izgubila življenje v prometni nesreči. Med njima sta se ves čas prepletala ljubezen in prijateljstvo. Prijateljstvo in ljubezen. Tisti usoden dan je zaznamoval Arpada in njegovo ustvarjanje. Še posebej opus del, ki jih je po skoraj 30 letih dobesedno potegnil iz predala in jih razstavil v naših razstavnih prostorih. Ujetost, žalost, neizhodnost, bolečina, tako imenovana neodposlana pisma neznancu, so priča takratnim občutkom, zgodbi izpred mnogih let. Na odru pa ponovno pozdravljam odlične klarinetiste, Diano Lešnik, Evelino Sadek, Špelo Kolar in Luko Rušnika, izraelski ljudski in učenci Glasbene šole Slovenske Konjice. Izvolite.
Z nami je pesnik Josip Bačič Savski, ki je posebej za prijatelja Arpada napisal pesem, ki jo bo tudi prebral. Izvolite, gospod. Sklepoma. Moj kompjuter že išče. Slike božajo spomine. Vse odteka čas in reka. Le slike so spominov odmev. Neko nedeljo ob 11. prihaja na zmerek v Velenjsko gostilno Delavski klub slikar Arpad Šalamon. Na severovzhodni steni visita njegovi sliki, dve strašili in v močilu podrtija ob robu reke. V malce zamledenem prostoru oživita obe sliki, ko pozdravljata svojega stvaritelja. V zahvalju slikar pobože z nasmehom. Napljunek od gostilne v Drveči Paki ni videti zastoja. Le njeno korito s celoto okolja pozdravlja naslikane poglede časa. Drvečega časa ki maže in pere ščopičem slikarske domišljije, vse naše pomladi, vse naše jeseni. Pogled se napije vina v času in prostoru, vino pobarva stene časa, oživijo slike in božajo spomine. Bravo! Hvala Josipu Bačiču Savskemu. Za besedo pa v nadaljevanju prosim Arpada Šalamona, človeka, ki iz leta v leto dokazuje, da mu likovno ustvarjanje predstavlja bistveno sestavino življenja. Človeku, ki svojo dobrodelnostjo dokazuje svojo veličino in jo z vsem svojim srcem prenaša na mlajše rodove. Človeku, ki svojo energijo udejanja tukaj in zdaj in zato smo mu izjemno hvaležni. Arpad, izvolite, beseda je vaša. Hvala. Kaj naj reči? Prvič to, hvala za pozornost, kar ste mi tem svojo prisotnostjo pokazali. Jaz se opravičujem, imam nekakšen virus, zaradi tega nisem poljubil moje drage goste. Se opravičujem. Dobro, to je za uvod, mislim, da je v redu. V zvezi s Jakcem, oziroma Jakijem, tako so mi rekli, če boš 100 let kašljal, boš dolgo živel, zaradi tega se tudi opravičujem. Namreč leta 1954 sem se preselil v Lendavo in tam sem poučeval. Vmes, čez 2 leti, potem v Murski Soboti sva skupaj razstavljala. On je imel prvo razstavo v kinu, oziroma v preddvorju kina v Murski Soboti. In jaz sem se zraven študil. No, in tole prijateljstvo se je nadaljevalo in mi je žal, da nas je zapustil. V spomin na najino
prijateljstvo, sem bil vesel, da sem lahko pokazal tudi vam iz konjiške zbirke, ker on je sodeloval s konjicami, oziroma s konjičani. In tu lahko bi pobral pri vseh naših stav ogromno njegovih slik in grafik in posebnih predmetov, katere je on oblikoval in dodelal. Žal, da se je to tako zgodilo. Z druge strani, z moje te spominske razstave, bi tako rekel, je naša prijateljica zelo lepo povedala. Jaz pri teh stvareh ne bi požgečkal moje spomine, zaradi tega, ker ne bi rad, da bi videli, kako bom jokal. No, ni potrebno. V zvezi s temi slikami, ena slika tam visi. Tista je bila pa prva slika, katero sem podaril moji dragi soprogi Eli. Ta slika je zdaj prvič visi izven naše spalnice, pravzaprav. Zaradi tega, ker naša spalnica je taka, tam imamo, bi lahko rekel, najne slike obešene. In med temi je ta prva leta 92. Potem pa tam so tri male slike, katere pa so malo hudomušne. Lahko si zamislite, da ste vi, pardon, ne ženske, samo moški. Z ene strani uživamo pri eventarcu, pri vsaki luki, gremo noč, pa gremo ven, majhna, velika, in tako naprej. Potem pa pride ena stresna situacija, ne bom rekel kakšna, in potem pa pride ta zadnja, ko pravi, si pa zaprt. Mislim. Zdaj pa lahko vaši fantaziji pustim lahko mirno sprehajanje. Kaj pomenijo te tri majhne slike? Jaz bi s tem rad končal, pozdravil vsem in se zahvaljujem vsem tistim, ki so mi pomagali, da sem lahko ustvarjal v miru. Namreč, zakaj to pravim? Zaradi tega, ker zaradi slušnega aparata sem moral šolo pustiti. In iz šole sem se presedlal v Zavod za urbanizem. Tam sem pa imel nalogo, da vsak teden enkrat pride in pa fotografiram vse stare slike. Ne slike, temveč stare hiše. In kaj je bilo pa najbolj zanimivo? Takrat je na tiste veliki vogalni hiši, tam, kjer gospod Olničević stanujejo, tam smo imeli pisarno. In vis-a-vis smo pa imeli na vogalu eno štacuno, trgovinico.
In kaj je bilo prvo? Avto dol, sem šel najprej v trgovino in sem kupil kilogram kruha, konjiškega in liter konjičana. In to mi je ostalo v spominu in sem to, ne da bi, da ne boste mislili, da od tistega časa jo poznam, ne. Mojo ženo sem se spoznal, takrat ko enkrat moj bivši učenec pripelje jo k meni, pravi, jaz imam pa enega dobrega profesorja, kateri mi je me je napotil na likovno pot. Na to ona dva prideta, jaz besen zaradi tega, ker ne vem, koga bo pripeljal, ampak njen nasmeh me je tako očaral, zato ne morem povedati z besedami. In zaradi tega nasmeha sem, recimo, da sem se zaljubil v njej. Hvala Bogu. In tako jadrava še dan danes v ljubezni, v kreganju tudi, pomivate posodo, takrat tudi nastane kakšna črpinja. No, in me veseli, da je ona postavila pot čisto, da svojem okusu in svojim znanjem postavila na jedastal. Hvala ti lepa še enkrat. Angleški pregovor pravi, da prijatelja hitreje izgubimo, kot dobimo. To res verjetno drži, ampak v človeku vedno ostanejo spomini na to prijateljstvo in jaz vam nocoj zahvaljujem v imenu vseh, da delite te spomine z nami. Hvala lepa. Najlepša hvala. Dragi prijatelji, vabim vas torej na ogled razstave in na zdravico z avtorjem, seveda. Še enkrat čestitke Arpadu Šalamonu, hvala učencem Glasbene šole Slovenske Konjice za čudovit kulturni program, vsem vam, dragi prijatelji, pa za vaš obisk. Pa srečno!